Pipi in Mirkijat, mali in veliki pujs. Pipi bi rad vedel, kaj je to prepoved. Mirkijat, reče Pipi svojemu starejšemu bratu. Mirkijat, razloži mi, kaj je to prepoved. Nič lažjega kot to, odvrne Mirkijat. Pojdi z mano. Pipi gre za Mirkijadom. Za topolovim drevoredom je bil travnik s klopmi in koši za smeti. Pipi skoči čez ograjo na travnik. Stoj, zavpije Mirkijat. Ne znaš brati? Ne, zakriči Pipi nazaj. saj to veš. Poslušaj, reče Mirkijat. Tukaj le piše. Prepovedano je hoditi po travi. Zakaj pa? Vpraša Pipi. To je tako, razloži Mirkijat. Če kdo noče, da bi kdo drugi kaj storil, napiše na tablo, da je to pač prepovedano. Se razumem, reče Pipi. nekdo ne želi, da bi jaz hodil po tem travniku. Po travi, popravi Mirkijat. Torej, nekdo ne želi, da bi jaz tacal po travi. Drži, Mirkijat? Ti si butec, reče Mirkijat jezno. Nekdo ne želi, da bi kdorkoli tacal po parku. Zato je tudi napisal, da je prepovedano hoditi po travi. Torej, potem lahko hodi po travniku, reče Pipi pohlevno. Mirkijat jezno steče po ograji. Kaj pa iščeš tukaj, Pipi? Vpraša strogo. Rožice iščem, reče Pipi, ki rastejo na travniku, marjetice, pominčice, regrat, ivanščice, trpotec in kalužnice. Ne reče se kalužnice, reče Mirkijat hudobno. Reče se kalužni rumenjaki, ne? Pipi, pridi takoj sem. Prepovedano je hoditi po travniških kalužnih rumenjakih. To je pa res neumno, reče Pipi. Prepovedano je hoditi tam, ker ivanščice in kalužnice sploh ne cvetijo. Prepovedano je res neumna beseda. Pojdi takoj domov, se huduje Mirkijat. Upam, da ti je jasno. Travnik, reče Pipi žalostno, travnik z ivanščicami in kalužnicami je na tabli prepovedan. In odpujsala sta domov.